Danes imamo pa res srečo z vremenom. Ej, res, toliko je fleten. Kaj sem pa jaz razmišljal eno stvar? Povej. Danes, kaj če bi mi danes našim gledalcem, tamle so drugače šli. Živijo. Živ. Predstavlja, kakšna je razlika med palcami za pohodništvo in pa palcami za nordijsko hojo? Ja, jaz sem za. Jaz mislim, da bo tudi vam zanimivo. A si pogledava? Dejva. Dejva. Tako kot že ime pove, v bistvu so nordijske palce namenjene za nordijsko hojo in teke. Uporabljamo jih za vzpone, spuste, predvsem pa za hojo po ravnini. Mogoče tudi za kak manjši klanček so čisto primerne. Okej. Pohodne palce se pa uporabljajo načeloma pri hoji navzgor. Nam pa prav pridejo tudi pri hoji navzdol, da se lahko malo upremo na njih, da si malo pomagamo pri samem spustu, da malo pošparamo kolena. V bistvu so uporabne za vse terene, za makadam, za parke, za sprehajalne gozdne poti. Načeloma, če uporabite čepke, so primerne tudi za asfalt. Pohodne palce se pa uporabljajo večinoma pri hoji v hribe in raznih pohodih izven mest. Obstajajo pa tudi plastični čepki, ki jih lahko daš na konice, da jih lahko imaš tudi za asfalt. Načeloma jih delimo na palice s fiksno dolžino in pa teleskopske. Pri nordijski hoji večinoma uporabljamo kar fiksno dolžino, ki je primerna in izbrana glede na našo telesno višino, predvsem zaradi tega, da pri kakih malo bolj agresivnih in hitrejših tekih ne pride do tega, da bi se nam palca zložila skupaj. Tako da, ja, fiksne ali teleskopske, jaz preferiram fiksno dolžino. Zdaj jaz večinoma uporabljam nastavljive, te so tudi nekako najbolj v uporabi, ampak poznamo pa tudi sestavljive fiksne in pa sestavljive nastavljive. To pomeni palca, ki jo skupaj sestaviš in potem imaš za možnosti prilagajanja tako zelo majčkeno, ampak je neka mala možnost. Pri teleskopskih je pa prednost ta, da jih lahko uporablja več ljudi, različne velikosti, ker pač je hod nastavljanja veliko večji. Zdaj, pri sami drži med hojo in tehniko je v primerjavi s pohodnimi palcami precejšnja razlika. In sicer pri nordijski hoji smo nagnjeni malenkost bolj naprej in se aktivno odrivamo z rokami. Poznamo več različnih tipov korakov in je v bistvu smiselno, da se lotite tega malo bolj strukturirano, da greste na nek tečaj in da vas nekdo nauči pravilne tehnike. Tukaj je pa v bistvu pri pohodništvu malo drugače, ker pri pohodništvu pač si zravnan, pokončen in hodiš kot normalna hoja, le da si pač pri hoji pomagaš z rokami. Palce pri hoji pa večinoma držimo pred telesom. Ena od glavnih razlik so tele paščki, ki so fiksni na roki gor, prilagojeni glede na velikost zapestja. Nudijo nam pa v bistvu to, da se bolj aktivno odrivamo s palicami in na ta način aktiviramo še naš triceps in vključimo še mišice celega trupa. Tukaj se v bistvu pohodne palce precej razlikujejo od nordijskih in sicer pri hoji navzgor imamo paščke na rokah, pri hoji navzdolih pa moramo obvezno dati dol iz zapestja v primeru padca, da se nam ne zapletajo okoli rok in da jih ne vlečemo še za sabo, ker se lahko z njimi še bolj poškodujemo. Ena glavnih razlik je tudi držanje ročaja. Recimo pri pohodnih palicah ga ves čas fiksno držite, pri nordijski pa potem palico spustiš in jo ponovno ujameš. Ročaj pa pri pohodnih palcah ves čas držimo in ga ne spuščamo vmes. Pri tehniki, če hočemo, da je optimalna in da nam res koristi, rabimo nekaj vaje in tle je najlažje, da vam kakšen prijatelj, ki to že zna, razloži ali pa se pač udeležite enega tečaja nordijske hoje, ki ga v bistvu najdete v svojem domačem kraju oziroma v svoji okolici. Pri pohodnih palcah je pa tukaj malo bolj zapleteno, drugače ne. Pohodne palce zna uporabljati vsak. Edino, na kar smo pozorni pri tehniki tukaj, je, da uporabljamo nasprotno roko od tiste noge, ki stopa naprej. To je to. Če lahko pohodne palice poljubno uporabljaš v levi ali desni roki, je pri nordijskih majhna specifika. Paščki so označeni, tako da desna spada na desno, leva na levo. Ne, v bistvu pri pohodnih palcah mi ne kompliciramo. Vse, kar je važno, je, da je ročaj gor in konice dol. Nordijske palice. Ali pa pohodne. Važno je, da smo na zraku. Pa da uživamo. Adijo. Palce smo pozabila.